Derbi kroga je potekal v Domžalah, kjer je domača ekipa pričakala Olimpijo. To je bil dvoboj vodilne ekipe Domžal, ki so še vedno edini neporaženi proti Olimpiji, ki je v prejšnjem krogu doživela izjemno hladen tuš proti Rudarju, doma 0:2. Prva akcija tekme za goste, priložnost za Ljubljančane, Velikonja izstrelja obramba Golubovića in potem strel prek vrat Juliusa Wobeja. Še napad za Ljubljančane, to je bila izjemno lepa kombinacija. Velikonja je našel Zajca, ki je zadel za 1:0 in prednost Olimpije v Domžalah. Še napad za Zmajčke, ki so bili boljši v prvem polčasu. Dolga podaja pred vrata in Zajc je iz izjemno ugodnega položaja zgrešil vrata Golubovića. Olimpija je igrala izjemno dober dvoboj in to je bil še napad za Kronavetra, ki se je otresel svojih čuvajev, meril, a Golubović je tokrat obranil strel. Kot v drugem polčasu najprej izbijanje Olimpije iz golove črte, potem pa napad za Ljubljančane. To je bila še ena lepa kombinacija in podaja na drugo vratnico. Kirm je streljal, odbito žogo pa je mrežo pospravil Rok Kronaveter in zadev za prednost in povišanje na 0:2. Do konca še slabe pol ure tekme, Olimpija pa je imela 2 gola prednosti. Do konca še en izjemno lep prodor Wobeja, ki je imel svoj svetli trenutek v tej akciji, fantastičen slalom skozi obrambo Domžal in še tretji gol v mreži Golubovića za 0:3. Tudi Domžale so napadle in prek Alvirja prišle do prvega zadetka, podal je Vuk, Marko Alvir pa je s temle projektilom zatresel mrežo še lige in znižal na 1:3, tekla je 79. minuta. Še en prosti udarec, pri žogi je bil ponovno Alvir, 83. minuta in strel nekoliko mimo vrat Olimpije. To je bila še zadnja akcija tekme, golov več ni bilo, Domžale 1, Olimpija 3. Po porazu v prejšnjem krogu je zdaj ljubljanska ekipa ponovno na prvem mestu prvenstvene lestvice. Mislim, da nas je ta poraz res prizemljil na tla, da smo vedeli, da ni vse tako lepo, kot bi moglo biti, kot je bilo lansko sezono, in mislim, da smo to se zavedali, se zbrali. Mislim, da otrenirali najboljši teden do zdaj. Mislim, da se je na treningu že videla še večja želja kot ponavadi in to se je videlo danes na igrišču, ki mislim, da smo bili dosti boljši nasprotniki in zasluženo zmagali. Znova ste vodilni na lestvici. Koliko časa boste zdržali tu? Jaz upam, da čim dlje oziroma do konca. Vsi vemo, da je naš cilj, da obranimo naslov in če bomo tako igrali, kot smo danes, se lahko ponovi lanska zgodba. Še to, publika danes, kot da bi igrali na domačem terenu. Ja, vedno v Domžalah se zbere veliko število naših navijačev in jaz sem hvaležen za to in to je samo lahko dodatna spodbuda za nas, da pač igramo še boljše in tako sem rekel, smo veseli te zmage, da smo spet prvi na tabeli in gremo naprej. Danes ni bil pravi derbi, ker smo popolnoma odpovedali in težko bi naštel vse razloge oziroma preveč časa bi bilo. Enostavno so bili nasprotni igralci boljši v vseh segmentih, taktično, v mentalni pripravi. Mi smo res en kup enih osnovnih napak delali v postavitvi, v tehničnih elementih, tako da preveč je šlo stvari narobe in mi smo danes odpovedali, ampak pridejo tudi take tekme, ta naš niz je trajal precej dolgo, tako da nas to ne bo podrlo. Kaj bi bilo, če bi bilo, sicer nehvaležno, pa vendar, s Črnicom bi bilo verjetno drugače? Mi vsakega igralca tako talentiranega bi potrebovali, ampak ne moremo pa ekipa biti sestavljena samo od individualnih nekih kvalitet in se na to naslanjati. Mi moramo biti kot kolektiv močnejši, kot smo bili danes v vseh segmentih, ampak naša prihodnost bo dobra, bomo od tega sigurno skočili naprej.